Zaključek leta v Ljudskem vrtu na najboljši možen način z visoko zmago in s povečanjem prednosti na lestvici, na koncu Maribor Krško 3:0. V primerjavi z zadnjo tekmo le ena sprememba, in sicer v vratih namesto Jasmina Handanovića, ki je dobil premor, je začel Kenan Pirić. Začelo se je s prvo priložnostjo v 12. minuti, Viler je podal, gosti izbili, Felipe Santos pa silovito, toda na pravem mestu vratar Zalokar. Prvi polčas ni ponudil veliko vrhuncev, naslednji do poizkusa z desne strani Luka Zahović. Vmes nevaren protinapad gostov, toda Šuler se je še pravočasno vrnil in izbil pred Vukušićem. Ob koncu polčasa pa Šuler na drugi strani je meril z glavo. Ostalo je brez zadetka, toda tudi začetek drugega polčasa je napovedal ofenzivo Maribora. Že v prvi minuti drugega polčasa je Aleks Krecu lepo podal pred gol, Saša Ivković pa le za las mimo. Sredi drugega polčasa pa v tem odločilen trenutek, prvi gol na tekmi, ki je tudi odprl obrambno formacijo Krškega. V 63. minuti je Mešanović sjajno podal, Zahović pa suvereno zaključil za vodstvo. Le 3 minute zatem povišanje vodstva, tokrat ponovno v glavni vlogi Luka Zahović, ki je lepo našel Felipeja Santoša, ta pa nesebično podal pred gol in kapetan je zabil za svoj že 146. gol. Ostalo je še dovolj časa za povišanje vodstva oziroma za višjo zmago. Tokrat je rezervist Dervišević lepo podal prostor, Tavares je nameril čez vratarja, zadel vratnico, Aleks Pihler pa dokončal delo za povišanje vodstva. Do konca tekme se rezultat ni spremenil, edino priložnost v 93. minuti je imel ponovno kapetan, tokrat je lepo Mešanović zavrnil žogo z glavo, Tavares pa malo čez prečko. Ostalo je pri 3:0, prednost na lestvici sedaj +6. Po zaključku v Ljudskem vrtu preostaneta dve gostovanji, prvo v soboto v Domžalah. Mislim, da so gledalci potem s tem aplavzom na koncu fante nagradili za to, kar so prikazali na današnji tekmi, in mislim, da tudi v celem tem delu. Zelo me veseli to, da zadevamo, in jasno tudi ta razlika oziroma teh 50 golov v 17 tekmah pove veliko. Mi smo takva ekipa koja igra napadački, koja ima dobre igrače prema naprijed i evo vidite svaku utakmicu dosta je šansi, dosta golova, dosta tako treba nastaviti i neće biti problem.